Lepo pozdravljeni. Ob Evropskem tednu mobilnosti so v Posavju pripravili več različnih dogodkov. V Brežicah so namenu predali sistem za izposojo koles Brškodo. V Krškem so med drugim pripravili dan brez avtomobila. Poglejmo, kaj vse so v posavskih občinah pripravili med 16. in 22. septembrom. V Brežicah so v sklopu Evropskega tedna mobilnosti tudi uradno namenu predali sistem izposoje koles Brškodo, ki omogoča brezplačno izposojo koles na 6 izposojevalnicah v mestu. Za projekt izposoje koles je občina namenila 217 tisoč evrov, od tega je pridobila 133 tisoč evrov strani Evropske unije in Republike Slovenije preko razpisa za trajnostno mobilnost na Ministrstvu za infrastrukturo. V sistemu Brškodo je uporabnikom za izposojo na voljo 32 koles, ki si jih ti lahko po registraciji in pridobitvi uporabniške kartice izposodijo in vrnejo na 6 izposojevalnicah v mestu. Ob dnevu brez avtomobila so sistem, ki so ga zasnovali v šolskem centru Velenje, s kratko vožnjo tudi uradno predali namenu. Trenutno se je v sistem registriralo okoli 130 uporabnikov, pa se to stalno veča. Sistem je v testni rabi približno en mesec, odkar je v javni rabi in bo verjetno še cirka 2 meseca. In v začetnem obdobju stalno posodabljamo sistem, opazujemo, kaj naj gre in popravljamo, tako da je zdajšnja uporabniška izkušnja že mnogo boljša kot mogoče pred 3 tedni. Zanimanje je, jaz mislim, da je kar dobro. Seveda ni bil pa cilj samo, da preverimo zanimanje, predvsem je bilo tudi, da se še izpopolnjuje program, način in seveda dejansko smo zelo veseli vseh tudi pripomb občanov, pomislekov in jaz mislim, da po tem testnem obdobju se bo ta sistem še dogradil. Dostop do storitve je brezplačen. Sistem je na voljo 24 ur na dan in vse dni v letu, v posameznem tednu pa si uporabniki lahko kolo izposodijo za 14 ur. Vzpostavljena je tudi mobilna aplikacija, na kateri lahko dobite podatke o posameznih lokacijah, o tem, katero kolo ste si izposodili, tudi kode ključavnice, tudi terminali nudijo poleg informacij Poleg same izposoje koles na izposojevalnice tudi podatke o voznih redih mestnega avtobusa, vlakov, dajo turistične informacije in seveda tudi, kako lahko sam sistem uporabimo. Za projekt izposoje koles je občina Brežice namenila 217 tisoč evrov, od tega je pridobila 133 tisoč evrov strani Evropske unije in Republike Slovenije preko razpisa za trajnostno mobilnost na Ministrstvu za infrastrukturo. Seveda ne gre pa to samo za kolesa oziroma za kolesa, gre tudi za to, da smo v občini postavili kar nekaj novih kolesarnic in pa seveda teh območij. Jaz mislim, da je to, oziroma verjamem, da je to šele začetek. Na dolgi rok pa želimo še sistem spostaviti tudi za turiste, kajti v tem trenutku je bilo to sofinancirano predvsem za občane in pa ljudi iz Slovenije, ki živijo v našem koncu. Sistem želijo v bodoče še nadgrajevati. Jaz upam seveda, da to bo tudi poleg tega, da bo to neka nova pridobitev, predvsem tudi dobra popotnica za osveščanje ljudi, da čim več uporabljamo zdrave načine življenja, to je od kolesarjenja do hoje, pešhoje in pa še druge alternativne vire. Kot je še povedal župan, so Brškodo uvedli v okviru leta 2017 sprejete celostne prometne strategije, s katero namenjajo tudi v Brežicah veliko pozornosti tako imenovani trajnostni mobilnosti. In seveda s tem tudi pristopimo najprej seveda ozaveščanju in pa tudi predvsem tem, da bi čim več ljudi uporabljalo kolo in pa seveda s tem čim manj obremenjevalo mestna jedra z prometom. Pri izposojevalnici koles na brežiški tržnici so na stojnici občani lahko pridobili dodatne informacije o sistemu Brškodo in si uredili kartico. V okviru Evropskega tedna mobilnosti so tudi v Krškem na parkirišču zdravstvenega doma namenu predali eno od 5 novih postaj za brezplačno izposojo koles. Sistem Krčan namreč v mestu deluje že 2 leti. V Krškem je bilo do sedaj na voljo skupno 15 koles, z vzpostavitvijo novih izposojevališč pa bo na razpolago dodatnih 25 koles. Poleg izposojevališča pri zdravstvenem domu bodo kmalu urejene še postaje pri Šparu na Vidmu, pri dvonivojskem parkirišču na Dalmatinovi ulici, na parkirišču pri gostilni Pečnik v Brestanici in pri tovarni Vipap.
5 novih postaj pomeni širitev sistema, potem ko je v letu 2017 občina prvič vzpostavila avtomatiziran sistem brezplačne izposoje koles Krčan s 3 postajališči, in sicer pri železniški postaji, na parkirišču pri občini Krško in pri šolskem centru Krško Sevnica. V tem času 2 let se je nabralo kar preko 220 uporabnikov. To kaže na to, da je sistem zaživel, da ga ljudje uporabljajo, in to je pravzaprav tisto bistvo, za česa je bil sistem postavljen. To jim je dalo pogum in voljo za nadgradnjo sistema. Poleg izposojevališča pri zdravstvenem domu bodo kmalu urejene še postaje pri Šparu na Vidmu, pri dvonivojskem parkirišču na Dalmatinovi ulici in na parkirišču pri gostilni Pečnik v Brestanici. Predvidevamo pa postavitev še enega izposojevališča, in sicer pri železniški postaji v okviru gradnje parkirišča Park and Ride, to je ureditev parkirišča, sedaj makadamskega parkirišča pri tovarni Vipa ob železnici, tako da bo to potem tudi del tega samega parkirišča. S tem bi dobili sistem 8 izposojevališč, jaz računam, da bo tudi število uporabnikov s tem tudi naraslo. Za naložbo v vseh 7 postajališč za izposojo koles je občina Krško namenila okoli 200 000 evrov, strani Ministrstva za infrastrukturo pa je prejela 105 000 evrov. Izvajalec projekta je šolski center Velenje s podizvajalci. Sistem je zasnovan dejansko kot pameten sistem, se pravi, da je potrebna pridobitev uporabniške kartice. V kasnejši fazi pa bo možna tudi registracija brez, bi rekel, osebnega obiska na izdajnem mestu, ampak samo s pomočjo kreditne kartice, pač da jamčiš, da se bo to kolo vrnilo. Glede same izposoje, se pravi preko te pametne kartice oziroma mobilne aplikacije, pridete na postajo, izberete kolo, kompletna navodila so dejansko dosegljiva na terminalu, prav tako na tabli na samem terminalu. Občani si lahko že 2 leti brezplačno izposojajo kolo za 14 ur vožnje na teden. Za izposojo pa se morajo najprej z osebnim dokumentom registrirati in pridobiti kartico. V Krškem je bilo do sedaj na voljo skupno 15 koles. Z vzpostavitvijo novih postaj, tudi tiste v Brestanici, pa bo na razpolago dodatnih 25 koles. Mrežo izposojevališč želijo v prihodnjih letih še razširiti. Ko bo dovolj uporabnikov, ko bo imelo to nekakšen smisel, bo vsekakor tudi potekalo razmišljanje v tej smeri. Se pravi, da bi nadgradili sistem še na kaj več izposojevališč, ne samo 8. Tukaj imamo najmanj izposojevališča v Brestanici, pa na Senovem, pa morda še kjer je relativno lahko priti s kolesom. Po drugi strani pa seveda treba razmišljati tudi o tem, da je treba narediti dovolj razširjeno mrežo kolesarskih stez, kajti vožnja po prometnicah ni ravno varna in je zato tudi manj uporabnikov iz tega naslova. Kot je še dodal župan, pa že potekajo pogovori z občino Brežice, da bi oba sistema povezali. Kolikor bomo uspeli doseči pogovor tehnološko, pa menda je že sistem delujoč, bi lahko potem tudi občani Krškega koristili kolesa v Brežicah in obratno. Gre za identičen sistem, enaka kolesa, pač različne barve. Je pač potrebno samo dogovor med mesti, vse skupaj se pa potem zadaj tehnično uredi samo znotraj informacijskega sistema, da so mesti povezani. Prav tako dejansko uporabniki iz enega mesta lahko uporabljajo sistem v drugem mestu in obratno. Kulturni program ob uradnem odprtju so prispevali dijaki šolskega centra Krško Sevnica, ki so se tudi prvi zapeljali z novimi kolesi. Ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti so po številnih mestih po Sloveniji zaprli nekatere ceste in jih prepustili pešcem in kolesarjem. Največ veselja pa so si privoščili otroci iz vrtcev in osnovnih šol, ki so se lahko na teh predelih prosto gibali in likovno ustvarjali. V starem mestnem jedru Krškega so zaprli del ceste Krških žrtev. V okviru Evropskega tedna mobilnosti so v petek tradicionalni dan brez avtomobila obeležili tudi v starem mestnem jedru Krškega na cesti Krških žrtev, kjer so za predšolske otroke in učence potekale številne dejavnosti. Jaz sem risal šolo. Risal sem učence, ki hodi z dežnikom, ko je dež. Tretješolca z osnovne šole 14. divizije Senovo sta predvsem ustvarjala. Otroci rišajo, potem da letos je prvič novost, da tudi telovadijo na ulici, drugače pa si ogledamo reševalno vozilo, policijsko vozilo. Dneva brez avtomobila se vsako leto udeležijo tudi malčki iz vrtca Krško. Iz enote Pravljica sta bili tokrat prisotni 2 skupini.
Sodelovali so tudi gasilci. Najmlajši pa so prisluhnili pravljici kulturnega društva Fabulari. Pa seveda se otroci veselijo na koncu, ko se še malo posladkajo. Dan brez avtomobila je sicer priložnost za promocijo do človeka in okolja prijaznejših načinov mobilnosti, za bolj zeleno prihodnost in za višjo kakovost življenja. Dan brez avtomobila vsako leto organiziramo nekje na drugi lokaciji, včasih je pač na Videmskem delu, včasih v Krškem delu, tako da danes imamo tukaj pred občino za 2 dni oziroma dan in pol smo zaprli promet in seveda lahko tudi ulico predamo otrokom za igro. Krški župan se je ob tem tudi dotaknil problema mirujočega prometa v mestu. Vozil je vse več, tako da dejansko kadarkoli odpremo kakšno novo parkirišče, tako je polno. Skratka, delovanje v smeri, da ljudje začnejo razmišljati nekoliko drugače in da bi kakšen opravek opravili tudi peš, je zelo težko in dolgotrajen proces. Tudi s takim dogodkom, kot je dan brez avtomobila ali pa z drugačno promocijo, poskušamo na nek način vplivati, da bi ljudje razmišljali mogoče včasih tudi drugače, da ne bi uporabljali vedno avto. Vsekakor so avtomobili na nek način prepoceni oziroma so postali neko nujno prevozno sredstvo, brez katerega sploh ne moremo živeti. In da bi to bilo drugače, je potrebno spremeniti miselnost. Dan brez avtomobila sicer ostaja stalnica Evropskega tedna mobilnosti. Obiskovalcem in prebivalcem mestnih središč pa med drugim omogoča tudi doživeti mestna središča brez avtomobilov, ki sicer večinoma krojijo utrip ulic. V Krškem na Vidmu so pričeli z izgradnjo parkirišča Park and Ride oziroma Parkiraj in presedi v neposredni bližini železniške postaje. V bližini Vipa oziroma železniške postaje v Krškem bo kmalu urejeno parkirišče Park and Ride. Gre za idejo kombinacije zasebnega in javnega prevoza, ki omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot pa nadaljuje z javnim prevozom. Pri Vipapu se v sklepno fazo prehaja gradnja tako imenovanega Park and Ride parkirišča. Gre v bistvu za prostor na strani železnice, na tistem delu, ki je proti tovarni Vipa. Trenutno gre za neurejeno parkirišče v gramozni izvedbi. Po novem pa naj bi šlo za urejeno parkirišče, kjer bo asfaltirane površine, potem naj bi bilo tudi izposojališče koles in pa seveda možnost tudi parkiranja kamionov v enem delu. Uredila pa naj bi se kompletno območje od sedanjega mostu preko železnice, se pravi kovinskega mostu preko železnice, pa vse do čistilnice Pacek. Gre za večji kompleks v vrednosti 460 tisoč evrov. Občina Krško je za ta projekt pridobila 240 tisoč evrov evropskih sredstev. V teh dneh imamo uvedbo izvajalca v delo. Dela naj bi trajala 4 mesece, torej naj bi bila končana nekje do konca letošnjega leta. V okviru Evropskega tedna mobilnosti se je skupina učencev osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja odpravila na sprehod do občine Krško. Cilj projekta je medsebojno povezovanje, sprejemanje drugačnosti in predvsem opazovanje infrastrukturnih ovir na poti gibalno oviranih oseb. Cilj projekta je medsebojno povezovanje, sprejemanje drugačnosti in predvsem opazovanje infrastrukturnih ovir na poti gibalno oviranih oseb. Torej naši gibalno ovirani učenci v sodelovanju z učenci osnovne šole Jurija Dalmatina in tudi z društvom Sonček se odpravijo na pot in pri tem so zelo pozorni, na kakšne ovire naletijo po tej poti do občine, ovire, ki so, bom rekla, težava za gibalno ovirane osebe, torej osebe, ki so na vozičkih. Torej mi, ki smo, bom rekla, hodeči, tega niti ne opazimo. Torej majhen rob, stopnica za nas ne predstavlja nikakršnega problema. Če pa je človek na vozičku, pa je lahko že majhen rob precejšna ovira pri njihovem gibanju. Ugotovitev otrok je bila, da so v občini Krško poti večinoma dobro prilagojene gibalno oviranim, še vedno pa se najde kakšna prepreka. Bil je parkiran kombi na pločniku, klopica okoli drevesa, to nas je zmotilo, zato smo mogli iti na cesto. Visoki pločniki, pa tudi za pešce je bilo pri okoli drevesa klopce, tudi za pešce zelo težko.
Ja, tako da električni vozički nikakor niso mogli iti okoli, so mogli iti po cesti. Tako da, ja, to se mora popraviti. Pa tudi neurejenost pločnikov, kamenčki in ostale stvari na pločnikih, pa kakšne table, ko kaj delajo, so na pločnikih in zelo zmotijo med sprehodom. Pred občino jih je sprejela podžupanja Ana Nuša Somrak, s katero so otroci delili opažanja. Če smo prisluhnili, mogoče, da so prej bili vozički, ki so bili, bom rekla, na peš pogon, seveda so električni spet nekaj drugega, ker so spet večjo širino potrebujejo. Na drugi strani pa seveda tudi preko njihovih staršev potem prenesejo iz svojega bivalnega okolja, tako da nam prenašajo te stvari. In mislim, da smo ravno zaradi tega vidika tudi pri načrtovanju Cankarjeve ulice prišli do obratnega spoznanja, oziroma smo obratno začeli in smo načrtovali najprej za pešce, kajti to so mestne ulice, ker moramo res imeti pešci in vsi spremljajoči, ki nismo motorizirani, prednost in se potem vozila prilagajajo. Kot je poudarila podžupanja, je ta akcija, ki jo ob tednu mobilnosti izvajajo že nekaj let, dobra priložnost za neposredno izmenjavo mnenj in pobud, na podlagi katerih lahko lokalna skupnost izboljšuje pogoje življenja in dela gibalno oviranih. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je Športna zveza Krško na osnovni šoli Leskovec pri Krškem pripravila festival športa Športofešto, na kateri so se predstavila športna društva, ki delujejo v občini Krško. Na osnovni šoli Leskovec pri Krškem je bilo v petek precej živahno. Skozi prikaz vadbe in aktivnosti tako na igrišču kot v notranjih prostorih so se otrokom predstavila številna športna društva. Dan je bil namenjen učencem prve triade, ki so se preizkusili v igranju nogometa, tenisa, odbojke, rokometa, pa tudi v borilnih veščinah, šahu, plesu in vodnih športih. In kaj jim je bilo najbolj všeč? Da sem igral nogomet. To mi je najbolj všeč. Pa da sem oksul tiste rokavice. Tenis. Rokomet. Ker smo takali pa po takih poligonih. Da mi je dušam nogomet. Kaj ti je najbolj všeč pri nogometu? Da mora balon zadeti. Ko udarjaš z loparjem po žogicah. Športna zveza Krško je Športofešto pripravila že 3. leto zapored. Danes se tule v osnovni šoli Leskovec predstavlja 14 različnih društev. Drugače pa predstavitve potekajo skozi cel teden. Imeli smo tudi na osnovni šoli Krško 20 predstavitev, pa po 12. V glavnem, jaz mislim, da vsa tista večja društva, ki so zainteresirana za delovanje oziroma za nekak promocijo športa pri otrocih, so danes tu z nami. Po opažanjih in izkušnjah sogovornika, predvsem mlajši otroci kažejo zanimanje za široko paleto športnih zvrsti. Dejansko z nekaterimi športi se niti ne srečujejo med šolskim letom in jih ne poznajo in sem zato zelo priljubljena. Dejansko moja ocena tam kajak je recimo zelo jim pri srcu, da se zabave, drugače pa vse športe, tenis, rokomet, nogomet. Otroci dejansko ne izbirajo športa. V zadnjih nekaj letih je obveljalo splošno mnenje, da se otroci in mladostniki ne gibajo dovolj. Pa je stanje res tako slabo ali gre zgolj za pretiravanje? V občini Krško moram reči, da smo na področju športa otrok in mladine zelo močni, na splošno tudi v slovenskem povprečju. Dejansko to povprečje presegamo. Res naša športna društva so zelo aktivna, zelo agilna. Tudi takšne predstavitve, kot so danes in skozi celoten teden pomagajo pri vključevanju širše baze otrok v športna društva. Tako da res, jaz mislim, da smo nad slovenskim povprečjem pri vključevanju otrok in mladine v šport. Športna zveza Krško sicer združuje 37 društev. Na teh naših predstavitvah pa recimo se predstavlja nekje okoli 22-23. Nekatera so manjša društva, seveda in tudi ne delajo z otroci, delajo mogoče starejšimi ali z otroci s posebnimi potrebami ali z veterani. Tako da prav vsa se ne pridejo tule predstavljati, ampak
dejansko velika večina. V Športni zvezi Krško imajo sicer pestro obdobje, saj so vključeni v nekaj projektov, ki so namenjeni povečanju telesne aktivnosti tako mladostnikov kot tudi starejših občanov. V Športni zvezi Krško letos in tudi naslednje leto izvajamo tudi v povezavi z občino Krško in z drugimi organizacijami na področju Posavja. Smo se vključili v projekt Magnam je za skupnost. Letos izvajamo tudi te predstavitve na splošno. Ena izmed njih, torej ta največja v osnovni šoli Krško, se imenuje Magnam je za šport. Potem imamo to Športofešto in druge predstavitve. Ob tem bomo letos in naslednje leta izvajali še, ko bo v Krškem postavljeno drsališče, bomo izvajali tam vadbe. Letos se pričakujemo tudi nov fitness, umeščen nekje med šolskim centrom Krško in domom za ostarele Krško. Podoben dogodek, kot je bila Športofešta, bodo kmalu pripravili tudi za otroke v vrtcih. Spoštovani gledalci in gledalke, to je bil pregled dogodkov, ki so se zvrstili v sklopu letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Hvala za pozornost in lep pozdrav.